Dober dan, dragi prijatelji, sodelavci. Vesel sem, da lahko v tej priliki povem nekaj besed in najprej bi se rad zahvalil Mateju Toninu za pozorne besede v zvezi s tem, kar smo delali v preteklosti. In ob tem, ko smo se spomnili številnih, ali bom rekel, preštevilnih naših sodelavcev, ki so zaključili svojo življenjsko pot, bi pa rad spominom na tiste čase izpostavil eno ime, ki je še živo, in to je ime dr. Marka Kremžarja. Prejšnji teden je praznoval 90 let. In dr. Kremžar delo dr. Kremžarja, ki je bil zadnji načelnik zgodovinske Slovenske ljudske stranke, je izredno tesno povezano z našim delom. In on je kot zadnji načelnik poskrbel za to, da je prišlo leta 1992 do združitve med SKD-jem in zgodovinsko SLS in je tako SKD prevzel tudi pravno, ne samo politično dediščino. In v tej zvezi bi rad povedal tudi to, da je Slovenska ljudska stranka po drugi svetovni vojni v egzilu politično živela in je SKD-ju pomagala k temu, da smo kot prva stranka, nova demokratična stranka iz Slovenije, prišli v pomembno internacionalno politično Evropsko zvezo krščanskih demokratov, v kateri smo potem doživeli partnerski odnos s Helmutom Kohlom, Alojzom Mokom, Erhardom Buskom in drugimi. Torej, opozarjam na ta zgodovinski vidik, tudi z mislijo na tisti stavek, ki ga rad slišim, ko kdo reče, da korenine niso preteklost. Korenine so del organizma in v tem smislu sem gospodu dr. Marku Kremžarju hvaležen za vse tisto, kar je prispeval v tistem času, tudi svoje delo na vladi skupaj z dvema, z dr. Bernikom in dr. Klopčičem, ki so delali zastonj in pomagali pripravljati takrat novo zakonodajo oziroma spremembe. Torej, toliko na to temo in predlagam, da gospodu Kremžarju, bi rekel, kolektivno čestitamo k 91 letom za vso hvaležnost. Matej Tonin je že precej natančno govoril o Evropski zvezi. Jaz želim na to temo, da Nova Slovenija ostaja najbolj prepoznavna proevropska stranka slovenskega političnega prostora in jaz sem vesel te zavesti pri volilnih ljudeh, pa ne samo pri njih v stranki, kako je danes z Evropo in kaj bi bilo treba narediti, da pridemo naprej. Ogrožena je še vedno, po mojem, tista temeljna ideja očetov Evropske zveze o delu skupaj. In to velja seveda tudi za Slovenijo, za katero so nekoč krščanski demokrati programsko prvi prispevali tudi politično kulturo kot bistven element politike. Ni sedaj čas, da bi primerjali, kako je bilo pred 30 leti ali pred 25 leti, nekaj bi pa le rekel na to temo. Takrat nismo imeli samo programa, volje, poguma, takrat je bilo neko ozračje, ki smo ga gradili skupaj, da bi do sprememb prišlo. In kar smo postavljali takrat, je bila volja po resnični in pristni demokraciji. Kar je danes problem Slovenije, je to, da imamo formalno delujočo vlado, parlament in še kaj, da pa imamo ob tem centre moči, ki so včasih močnejši od formalnega odločanja ali pa so formalne demokratične inštitucije zgolj podaljšek tega, kar se zmenijo nekje drugje. Nova Slovenija želi demokracijo v inštitucijah.
ne v kakšnih zakotih in ozadjih, ker samo tako je lahko demokracija pregledna, transparentna in odgovorna. Zato je tako pomembno, kakšen bo rezultat 3. junija, ko sem prepričan, da imamo vse možnosti, da rezultat močno okrepimo in po tem rezultatu se nam ne bo treba na veliko programsko pogovarjati, ker smo vrsto let sistematično gradili naš program in jaz samo želim, da se volivke in volivci v njem prepoznajo in da nam zaupajo čim več mandatov, da bomo ta program lahko potem tudi izpeljali. Dovolite, da ob koncu rečem še nekaj o zunanji politiki. Mi tukaj se bom na nek način, se ne bom čisto strinjal z gospodom predsednikom Toninom. On je rekel, da te politike ni oziroma da se je izgubila. Jaz mislim, da je problem, da jih imamo več. O bistveni stvari sem slišal pred nedavnim 3 ključne ljudi slovenske politike povedati popolnoma 3 različne pozicije. Da o relaciji Desusa z Rusijo ne govorim posebej. To se nam še ni zgodilo, ampak zgleda, da bo šlo tudi to kar nekako mimo. Mislim, da je Nova Slovenija edina, ki opozarja na to nenavadno volivno povezavo. Skratka, jaz sem vesel, da imamo voljo, da imamo ljudi, da imamo program, da imamo tudi pogum in želim si, da 3. junija z močnim rezultatom okrepimo svoj status v slovenski demokratični politiki in da ta rezultat prevedemo v projekte in soodgovorno vladanje za Slovenijo. In tukaj je vsak naš obraz, vsak naš glas, vsak naš kandidat nosi veliko odgovornost in jaz želim, da nazdravimo 3. junija močnemu rezultatu. In dragi Matej in vsa ekipa, vsi kandidati, vsi šefi volilnih štabov, želim vam velike energije v tem času, ki ima vendar pomladni okvir in želim si, da bi z energijo, s katero smo nekoč začenjali slovenski demokratični projekt, da bi se ta energija spet pojavila. Hvala lepa in vse dobro.